z ostalimi udeleženci pri tej vsebini, da so upoštevane stvari, za katere bomo upokojenci, če se bojo le delno uresničile, še kako zahvaljujoči in hvaležni za to. Seveda, gledajte, pokojnine, naj se zgodi ponovna recesija, potem se nam nekatere stvari lahko tudi poderejo. Začetek je dober in jaz mislim, da moramo dati vso pohvalo do zdaj, kako vlada deluje, kljub temu, da pravijo manjšinska vlada, pa drugače, gledajte, začeli so s korajžo, začeli so z optimizmom in upokojenci moramo nekatere pravice iz preteklosti tudi uveljaviti. Zdaj, ko je gospodarska rast in učinkovitost države boljša, kot je bila pred leti, ko nam je ZUJF preprečil marsikšno zadevo, tako znižanje pravic, kako tudi neusklajevanje pokojnin. Stvar ZUJF-a je minula zadeva, zato ZDUS na svojem poslanstvu, ker društva, ko ne morejo posegati, bomo v dobrih odnosih, tako s pristojnimi ministrstvi, tako tudi z vlado Republike Slovenije in sem pripričan, da bomo najdeli pozitivna rešenja, da bomo lahko rekli ob letu, ko smo spet tukaj srečali, da so se nekatere stvari premaknile. Ne pričakovati, da bo zdaj rešila takole gor, ampak postopoma z vso, rekel, strpnostjo in pa misleč, da se obe stvari morate dogovoriti. Šele potem je zakonodajna pobuda za poslati v državni zbor in tudi sprejeti. Da ne bom predolg, jaz bi želel, da si na tem festivalu ogledate določene stvari, ker imamo ena stvar, so okrogle mize in posvetovanja, to je en del, drug del je pa bolj iz predstavniškega vidika, kaj vse mesto Ljubljana ponuja, kaj ostale podjetja ponujajo, predvsem za nas, pa tudi za mlade. Vse tako, da počas bo ta festival prerasel v medgeneracijski festival. In to je že danes veliko mladih prihaja sem si pogledati. In to zadevo, jaz mislim, da bomo na teh organih, ki jih imamo, tudi prediskutirati in pripraviti še bolj plemenito predstavitev, kar si jo mesto Ljubljana zasluži in tudi mi Slovenci, ki prihajamo na ta festival. Hvala lepa za poslušanje in lepo se imejte.